come on, what up, and let's go. Sneta stari znanci, instagramci, facebookaši in ostali pristaši. A vas sploh zanima, kva tukaj dogaja? Na kavču z mano sedela bo raja. Uživo bo tekla naša beseda, sproščen pogovor. Spoljan, seveda, kul atmosfera in kupica vprašanj. Zbrani bodo gosti vsi spoljan. Ma dosti zdaj repanja, to mi res ne gre. Če se da se ta podcast začne. Za konc vam povem še njegovo ime. Poljanski kavč, v zvezde naj gre. Ojke kavčari. Ponovno smo v novi epizodi sproščenih pogovorov na našem udobnem poljanskem kavču. Danes gostimo mojo sodelavko, kolegico, prijateljico, Belokranjko, mamo 2 sinov, morda malce prehitro voznico, glasbeno poznavalko, dirigentko zborovske glasbe, z morda malo samo svojim drugačnim stilom oblačenja in pa aktualno profesorico glasbe na Gimnaziji Poljane. Torej z nami na kavču Mateja Jakša Jurkovič. Živijo, Mateja. Živijo. Zelo sem vesel, da si se opogumila in da si sprejela izziv in prišla k nam na podcast Poljanski kavč. Hvala, v bistvu sploh se nisem opogumljala, sploh izbire skoraj da nisem imela. Kako nisi? Zmeraj imamo izbiro. Ja, v tem primeru je skoraj da ni bilo možnosti, da rečem ne. Smo te silili? Niti ne, ampak tako. Za začetek lahko poveš, kako se ti zdi ta naš improviziran studio. Si pričakovala kaj takega, ko si prišla? Da bo izimprovizirano vsekakor. Ja. Nisem pa točno vedela, da bo najbrž nek kavč ali pa nekaj udobnega, to sem že pričakovala. Ja, kaj pa ozadje in tako in ekipa v ozadju, v našem ozadju? To sem vedela, da bodo dijaki, predvidevala sem, kateri bodo. Dobro, zdaj najina naloga je, da se sprostiva, da narediva eno dobro epizodo. Od vseh tem, ki jih pač imam na razpolago, bi začel najprej s Poljanami, tema na Poljane. In bom otvoril ta podcast s tem, da sicer vem, da Poljane niso tvoja prva šola, nam lahko zaupaš, kje si že prej poučevala? Na katerih gimnazijah, šolah? Kje, ja? Jaz sem v bistvu kar precej zgodaj začela učiti, najprej na srednji zdravstveni šoli, pa na Šubičevi gimnaziji Jožeta Plečnika, potem na športni gimnaziji, v Šiški sem tudi učila, 1 leto celo na gimnaziji Bežigrad, tam Mednarjev delek so nekaj malega ur. Od leta 1999 pa polovično poučujem na gimnaziji Poljane in polovično na gimnaziji Moste. Torej, poučevala si samo po srednjih šolah, po gimnazijah? Tako je. Nič osnovne šole? Ne. Okej. Kaj bi te vprašal? Imam eno tako vprašanje, ki se mi zdi, da recimo pri glasbi, ne, v osnovni šoli se mi zdi, da več je praktičnega poudarka pri pouku petje, igranje. Tule v srednji šoli se mi pa zdi, da imate dosti tega teoretičnega dela, teoretiziranja. Lahko, da se motim, to je samo moji feelingi so to. A je temu res tako? To si rekel, da se ti zdi. Ja. Ne, to je poudarek, da se ti zdi. V osnovni šoli je učni načrti so, kakršni so, pač so. Od učitelja pa vedno odvisno, a bo dal poudarek praktičnemu delu ali pa bo dal poudarek teoretičnemu delu. Odločil sem se, da bom delil svojo travmatično izkušnjo glasbenega pouka iz osnovne šole. Da ti povem. Povej. Torej, bili smo 4. razred, 5. razred osnovne šole, imeli smo enega novega profesorja za glasbo, ambicioznega očitno, ne? In on je nekako uvedel na glasbenem pouku, za cel razred je uvedel, da moramo vsi nabaviti in kupiti blok flavte. Tako je cel razred nabavil blok flavte, jasno zraven si mogel kupiti še osnovno neko pesmarico, osnovnih slovenskih pesmi in to. In njegov načrt oziroma cilj je bil, da bomo mi igrali blok flavte in da bo on spraševal nas na ta način, da boš prišel na kateder in on bo zbral neko pesem. In tako je tudi bilo. Pač to so bile travme, to smo mogli vaditi, to blok flavto. In ko si prišel gor na kateder, ko si bil vprašan za oceno, to so se prsti tresli, napetost v celem razredu. Ne. A se ti zdi to normalno, kar ti opisujem? Jaz lahko samo povem, kako jaz ocenjujem. Res pa, da je to bilo pred zelo dolgo časa. Težko rečem v kakršnikoli situaciji, v katero jaz nisem osebno bila neposredno vključena.
Zase pa seveda lahko poudarim, da ta praktična znanja se ocenjuje samo pri dijakih, ki sami to želijo. Naprimer, se pravi, poje v razredu za oceno, če dijak sam to želi. Jaz ne ocenjujem tega frontalno. No, Tako da ta stres, ki bi bil najbrž pri marsikom, je zagotovo tu pri glasbi na šolah, na katerih poučujem, dijakom prihranjen. A lahko predstaviš, kako je to tukaj na Poljanah? Ker si rekla, da kdor želi, se lahko predstavi, kdor ne, pač nekaj drugega. A lahko predstaviš to, kako je na Poljanah? Z ocenjevanjem. Ne z ocenjevanjem, kako je s tem, z nastopanjem, petjem, igranjem? Ja, tako? dijaki bi itak radi ves čas samo peli pri urah. Ker pač potem vedo, da se snov naprej ne jemlje in ta snov se seveda potem ti bistveno manj ti snovi. Tako jaz se nekako trudim, da bi vsako uro se vsaj malce pelo, 10-15 minut. In dijaki zelo radi pojejo, ampak to potem pojejo vsi hkrati. Nihče ni individualno izpostavljen, razen seveda, če sam ne želi. In radi pojejo, zelo radi pojejo. A jim ti daš kakšne pesmi, kakšne iztočnice ali oni sami Ne, jaz sem naredila eno pesmarico. Ne zbirajo. slovenske pesmi potem morajo peti? Slovenske pesmi, Poznavajo ljudske se s slovenskimi pesmimi? pesmi, za katere predvidevam, da jih ne poznajo in se mi zdijo dovolj tehtne, predvsem je izbor glasbena tehtnost, da je potem sem to pesem vključila v pesmarico. To niso pop skladbe neke take, ki jih oni sicer itak poznajo, ampak skladbe, ki so vezane na nek zgodovinski razvoj, pa potem na to slovensko glasbeno kulturo. Okay. Ampak tudi te skladbe oni radi pojejo, zato ker so glasbeno avtonomno tehtne. Če imaš ušesa razvita za lepo, itak zaznaš, da je nekaj dobro. Ne glede na to, ali je to nastavilo v 15. stoletju ali pa v 20. ali pa nekje vmes. A se lahko skupaj spominjava nekih, vsaj iz zadnjih let, nekih poljanskih dijakov, ki so zdaj nekako zaplavali v glasbene vode? Meni bo malo lažje, no, ker sem si jih tam izpisal. Govoriva recimo o kakšnem Blažu Mencingerju, Čimiju, najbolj znan je Bojan Cvetičanin, Lenart de Bok, Jernej Vinčnurer, Miha Gantar, Hanna Fatur, Jaka Ažman z svojo skupino Imset, Gašper Grega Pavše in tako naprej. Jonatan Hudnik, Ruben Hudnik, se še ti kakšnega spomniš? Imaš tako recimo v prerezu To so poučevanja. Ja, v prerezu Bojana poučevanja. omenil? Bojan sem omenil. Bojan Cvetičanin, Ja, on je pač so Joker Out, on je zdaj zelo vroč, zelo vroča roba, v ja. zadnjem letu, v zadnjih 2 letih, vroč artist, ne? Ampak a se še kakšnega spomniš v Ti meni teh hornist, letih? zelo dober, on je že Kdo? kar, Sebastian Buda, Rok je igral, on je že kar nekaj, on je 98-letnik, ampak že kar je nekaj časa angažiran v simfoničnem orkestru RTV Slovenija, naprimer. Klasični glasbenik. To je ta Buda, ki je na trobenti. Na trobenti. A je na rogu, oprosti. Rok. Na rogu, okej. Dobro, ko pomisliš na Poljane, kaj je tvoja prva misel in asociacija? Pa jaz vedno vsako šolo z dijaki povezujem. Prva asociacija je pač, kaj? Dijaki, delo z njimi, ja. Te to veseli, te to... Meni ves je rado to učim. pozitivna misel, je to negativna? Ne, pozitivna misel, jaz Pozitivna rado učim. misel. Jaz ne bi želela z odraslimi delati, samo z odraslimi. Mogoče imaš kakšne spomine, kakšne smešne dogodke, ki so se ti vtisnili v delo z dijaki, bodi si za BNK, bodi si pri pouku ali pa polomijade na drugi strani, pojma nimam. Ne spomnim se smešnega, prav smešnega. Vsako leto jim moram razlagati, kako se okna odpirajo. Še pred se korono. okna odpirajo? Ja. Vsako Okna leto. v šoli. Tako, naprimer. Zdaj to ne vem, če je smešno, to ni smešno, meni to ni smešno. Ampak vsako leto, še pred korono. Primaš za kljuko, obrneš in odpreš. Ja, in jaz rečem, vsako leto se mi to dogaja, odprijo okno in mi odprejo samo notranja okna. A ja, tam je pa še zunanje okno in... Cela šola ima dvojno okno. Ja, kjer je stara šola. Ampak to je že bilo pred korono. Ampak sedaj je bila korona in še vedno jim moram isto navodilo dajati. A jih uspeš naučiti Ja, odpirati mislim, okna? da ja. Si uspešna pri tem? Ja, Si. pa ne znajo jih tudi ne zapir. Ne vem, če je to kopič, to meni je vsakakrat. Ne da se odpreti. Kako se ne da odpreti? Z občutkom odpri pa bo šlo. Oba sva močno vpeta v ta božično-novoletni koncert. Veliko sva jih že videla, veliko sva jih že ustvarila in sodelovala na teh koncertih. Jaz malo bolj v ospredju, ti
praktično bolj v ozadju. Kaj se spomniš, recimo, ko narediš spet ta prerez teh koncertih BNK-jev, ki jih je bilo res že veliko? Kaj bi se spomnila, bi kaj izpostavila? Pa vedno en tak vtis Kakšno ostane. točko, kakšnega artista, kakšno leto? Jaz ne bi želela izpostavljati posameznikov, ne, ampak vedno stane v resnici en tak pozitiven vtis, kljub vsemu. Marsikdaj je celotna zadeva zelo turbulentna, ampak potem, ko nekako gre to mimo, je eno tako veliko zadovoljstvo v resnici, ker vsako leto do sedaj so to res bili izpeljani projekti, tudi potem strani poslušalcev z izrazito enim takim pozitivnim odzivom. Dijaki so, se mi zdi, vedno bili, ne precej, zelo veseli, pa tudi mi kot profesori, ki smo zraven sodelovali v taki ali drugačni obliki. To je res, se mi zdi, zelo velik projekt, ki pa prinese vedno, se vsaka stvar, ki jo delaš, je lahko, ne bi bilo prav, da ni stresna, vsaj malce. Ne bi bilo normalno, s tem rečem. Kolikor opažam, so dijaki zelo radi nastopajo, zelo so pripravljeni angažirati se za odrom, pred odrom, na odru in tako. Kakšne so tvoje izkušnje? Tudi, ne? Zelo pozitivne. Ti imaš izkušnje predvsem z glasbeniki, ko jih moraš nagovoriti, ko jih moraš prositi, da igrajo na kakšnih prireditvah, na kakšnih dogodkih, ki se tičejo šole. Kakšni so odzivi dijakov, ko jih naprošaš? Zelo pozitivni. Pač praktično nihče ti ne odkloni. V resnici ne. Ja. Včasih mogoče moraš koga malce prepričati, ampak tu sem precej uspešna. Ostaneva še pri glasbi. Ko sem se pripravljal na tole najino srečanje, sem si pogledal nekaj posnetkov tvojih varovancev, da sem dobil nek vpogled v vaše delo in sem bil zelo presenečen nad tvojim dirigiranjem, nad tvojim gestikuliranjem z rokami in pojavnostjo kot vodje tiste vokalne skupine. Zakaj sem bil presenečen? Ker te v taki vlogi, tako v taki resni vlogi, te še nisem videl. Res, da si vodila zbor profesoric na Gimnaziji Poljane, ampak to je tako bilo. Bolj tako lahkotno, tako se mi je zdel, ampak ker sem pa videl na posnetku, res, ker gre za resen koncert tvoje vokalne skupine, vaše vokalne skupine, gledam jaz tvoje roke, gestikulacijo in ubranost z zborom, pa to sem si mislil, kaj? Tega jaz še nisem videl. Moraš vsega videti. Kje in kako si se takega vodenja naučila in kako si se nekako opolnomočila za učenje zborovske glasbe? Med študijem glasbene pedagogike je tam en predmet, ki se imenuje zborovsko dirigiranje, ampak v resnici to nikoli, diplome mi vsi dobimo. Oprosti, ti mi zdaj govoriš, da to je normalno, to dobiš med študijom in to in zdaj vsi, ki končamo glasbeno pedagogiko, imamo to, smo dirigenti in bla, bla, bla. Vsi imamo neka obrtna znanja, ampak to nikoli ni dovolj. Ja. Ti moraš, če si vodja kakršnekoli skupine, bodi si, da je to športna ekipa, ne vem, gledališka ekipa, ne vem, glasbena skupina, je tu kup enih lastnosti, ki jih en vodja, če pač hoče dobiti nekako ljudi na svojo stran, še mora imeti enih takih lastnosti, da zna delati z ljudmi, da ima občutek za eno, ne vem, senzibilnost, muzikalnost. In v resnici jaz zase priznam, da jaz sem diplomirala že, ne vem, začetek leta 93. Pustva letnice. Davno, ampak se na tem področju zelo še vedno izobražujem. Bodi si, da poslušam, poslušam veliko takšne glasbe in hkrati hodim na neka izobraževanja z tega področja, ampak to vse meni tudi zelo, zelo prav pride v razredu. Vse to, o čemer si spregovorila, se potrjuje v tvojem delu, ker že več kot 30 let vodiš vokalno skupino LAN iz Metlike. Pazi, več kot 30 let, Mateja. Tukaj ne moreš ti nekega bullshita prodajati, pa tako, ne. Tukaj ne moreš, Mateja, nekega, imamo izraz za to. Saj sem povedala, če ti imaš tam ljudje neke dovolj inteligentne tudi, to se gre za žensko-dekliški zbor in v resnici jaz kot vodja moram stalno delati v tem, da na nek način rastem, sicer bi mi ljudje šli. In hkrati si neke vrste ves čas tudi mediator, da ti ljudje ostanejo, ker slej ko prej, če tu 20 ljudi pride do nekih nesporazumov, manjših ali pa večjih. Ampak če ta skupina recimo v Metliki obstaja skupaj izključno zaradi glasbe.
Ne zato, ker mi po vajah gremo skupaj, ne vem, na čaj, na pivo ali sladoled. Samo vaja in samo to nas skupaj drži. Jaz take skupine dojemam kot to je pač neka živa tvorba, v katero se ljudje prihajajo v skupino in odhajajo pač, ne? In to je ta živi organizem. Pa to. Zdaj, kot sem videl, to niso neke stare gospe, samo ful mladih punc, ne? Starostno zelo raznolika Ja, skupina. zelo ste pestri starostno, ja, od, ne vem, Srednjošolke. tako. Od srednje šole do zrelih let, ne? Tako. Tiste gospe z zrelimi leti so toliko let s tabo v tem zboru. So samo dve. Sta dve taki, Ja, tako. rekorderki. 30 Dve, let. tri, vendar čakaj, bi morali tri. Ja. To se mi zdi zelo veliko, no, tako, zelo dolgo. Ja. Se ti zdi, da si dobra, da znaš brati odnose, da znaš reševati konflikte, da znaš medijirati, da znaš... Po tem sodeč, zgleda, da sem precej uspešna. Ja, vsi govorijo, da si taka spravna, da si medijatorska in da brez tebe, brez tvojega angažmaja, brez tvojega truda in tako, ta skupina ne bi tako dolgo prosperirala in se ohranjala na sceni. Ne. To ti priznavajo vsi. Moram povedati na tej točki, da profesorica se vsak teden, enkrat tedensko se zapelje z avtom v Belo krajino. Poudarek je tukaj v vseh vremenskih razmerah, zdaj a so poplave, a je dež, ali je sonce, a so suše, ali ne vem kaj. Ti se zapelješ dol, imate une vaje, enkrat tedensko, tista srečanja in to je to. In to zdaj pomnožite z 30 leti in dobite in kilometre in ure in dneve in to. Kaj iščeš nekako v glasbi? Kdo je bil tisti, da te je navdušil za vodenje zbora oziroma za študij, da si izbrala glasbeno pedagogiko? Vem, da nekako izhajaš iz nekako umetniške družine, imaš enega brata in dve sestri, ne? Ja, brat. Brat pride, sedaj mi je Petra Novak povedala, on sicer dela kot prevajalec na Evropski komisiji, ampak pride sedaj v ponedeljek sem na našo šolo. On je tudi zelo dober glasbenik. Ja, kaj pride delati? V resnici čisto točno ne vem, ampak vem, da bo nekaj pel. No, ampak hotel sem to izpostaviti, da vsi otroci nekako imate neke take umetniške dejanja, umetniška dejanja. Ti si v glasbi, tvoja sestra, ki poučuje tudi na zdravstveni šoli likovno pedagogiko, pa brat je nek glasbenik tako v svojem hobiju in tako. Pač umetnost vam je blizu, vsem. Zdaj, Drži. zakaj? Zakaj? To je zdaj težko reči čisto enoznačno. Ti si pač v stiku z glasbo, pa ne vem, z nekimi estetskimi stvarmi. Najbrž od malega, to je najbrž človekov nekje v podzavesti. Boj, da si imela dedka oziroma očeta, ki tudi je, dedek je sicer imel mizarsko delavnico, ampak je tudi zelo rad pel, igral in tako. Vsi so bili dobri in je prenašal potem te hobije naprej verjetno. Tako, vse tete so bile zelo dobre pevke. No, sicer že vse pokojne, ampak vsi zelo dobri, tudi oče, zelo dober pevec bil. Zelo. A ste kdaj nastopali vi trije, recimo tvoj brat na kitari, pa ti, pa sestri, da bi Sestra, tako ena sestra, to se pravi trio ste nastopali kdaj kje? Ne. Tudi na kakšni žurki ali Ne. na kakšni privatni? Mislim, žurka ni nastop, na žurki se itak vsi nekaj derajo. Dobro, no. Ni bilo za tiste, Niste nastopali Ne, nikoli skupaj. kot nastop, ne. Zakaj pa ne misliš? Žurka Ni je, potrebe? ne, zakaj bi. Jaz, če nastopam, Vem tudi, da ti zelo nerada nastopaš, ker smo te že večkrat hecali, da bi nastopala, pa se nekako zmeraj izgovoriš, da nisi ti za te stvari, da rajš ne bi, da vam rajš od zadaj in tako in pol ne drezamo več v to. Zakaj nerada nastopaš? A nerada nastopaš? misliš v okviru BNK-ja. Mislim v okviru nastopa, recimo oder, Če jaz igranje, nastopam, petje. jaz nastopam kot, to sta zdaj dve vlogi. Videl sem te, da si soudeležena v zboru, tudi kdaj kaj zapoješ z vašim Že dolga zborom. leta ne pojem nič več. Ja. Samo nastopam kot dirigent, kot zborvodkinja. Ja. To vem, da je moja vloga. Publiki hrbet kažem. Dejva ostanva na nastopanju. Zakaj je problem ti nastopati? Kaj? A je problem V nastopati? resnici nastopam, kot zborvodkinja nastopam. To je neka vloga, ki jo pač moraš speljati. Pač. Tako. Okay. Ne vidim se pa, Kot artist.
Ja, tako. Se mi zdi, da je veliko ljudi, nekako si človek v enem trenutku oceni, kje je mogoče, mislim, najboljši. Kje mu je mesto? Kje mu je mesto? Tako, to je pravo beseda. Kje mu je mesto? Zakaj bi jaz, tam je kup enih, že v tem zboru punc, deklet, ki res dobro pojejo, ali pa tu recimo, ko je BNK, itak moja vloga bistveno večja, če jaz ne nastopam, ker potem opažam neke stvari, ki jih je treba popraviti, ki jih sicer, če bi bila del skupine, tam nastopajo, če ne bi opazila. Se pravi, sem v nekem trenutku zaznala, kje mi je mesto. Ok, dobro, jaz zelo rad nastopam, zelo rad sem na odru, če imam kaj za pokazati, ampak preden pridem na oder, tisti proces, preden pridem na oder, tiste vaje, tiste ideje, tisto je pa krno. Veliko časa gre, veliko nekega vadenja, veliko nekaj tako in... Mogoče so tudi, ker imam kriterij visoko postavljen in točno vem, kaj bi lahko jaz napravila v smislu frontalnega nastopanja. Ne? Deva še povprašati te, kakšna zvrst glasbe ti je všeč, kaj poslušaš, recimo, ne vem, kaj največkrat poslušaš, ko si izbiraš glasbo za poslušati, kaj največkrat izbereš? Doma v resnici poslušam samo, ko sem sama. Imam tako precej kvalitetno hi-fi, ne vem, če se še temu reče tako, hi-fi opremo. In potem, kaj to pomeni? To je še... Ti zvočniki zelo neka, ampak so kvalitetna oprema. No. Tak, zvok je, če mi je kaj pomembno, mogoče to malce profesionalne deformacije, če že poslušam nekaj doma, želim, da je to res dobra reprodukcija. Kvalitetna, ampak to lahko poslušam samo, če sem sama doma. Ta moj lastni zbor. No, zdaj greva pa, kakšno glasbo si izbiraš, ko si izbereš neko glasbo. Kakšno glasbo si največkrat izbereš? Zborovsko. Torej, zborovsko ali staro glasbo. Staro glasbo pa pomeni spet barok. Si izbereš nekaj delovnega. Ne? Ti to delaš, pač ne sprostitvenega, ampak delovnega. Ne? To je zame sprostitveno. Ti si izbiraš tako glasbo, ker že načrtuješ, ne vem, kakšne cilje za naprej in tako, da dobiš kakšne ideje, ali pa ne vem. Lahko, ampak če si jaz dam Baha, na primer, da sem lani bila na enem koncertu, zelo dober čembalist igral, sem si tisto ploščo kupila. Če si jaz to ploščo dam, je to zame v resnici tudi sprostitvena glasba. Mogoče za koga ne bi bila, zame je. Ampak to zopet lahko poslušam samo, če sem da ni nikogar, da ni nekih motečih faktorjev. Tule imam zapisano, da poslušaš veliko klasične glasbe. Kaj to pomeni? To je zelo širok pojem. Klasična glasba je... Se pravi, bolj za zborovsko klasično glasbo. Jaz bi rekla umetniške glasbe, ampak predvsem je tu zborovska, potem pa stara glasba. Stara glasba je pa tam barok pa nazaj. In to poslušaš? Ja. In to izbiraš za poslušanje, za sprostitev in tako? Ja, ampak ne prav zelo pogosto, ker nisem prav zelo pogosto sama doma. Najraje to da poslušam v živo. Na slušalke, ne? Ne, to pa ne. Ne. Zakaj ne? Ker se mi zdi, da mora glasba zveneti v enem prostoru. Dobiti en eho, nikoli ne poslušam na slušalke. Mogoče na slušalke pa samo, če res potem službeno. Vem, da moram preposlušati ene odlomke, si dam slušalke in tisto pač preposlušam. In tudi slušalke imam zelo kvalitetne. Se ti zdi, da glasba vpliva na naše razpoloženje? Absolutno. Se pravi, glasba je lahko terapevtska. Na nek način. Zagotovo. Kako si pa s to sodobno glasbo, recimo lahkotno to, pop, ja, ne vem. Kakšen odnos imaš do sodobne glasbe? Ne, zdaj sem te tako vprašal, kakšen odnos imaš. Jaz stojim tudi v razredu, rečem, da obstajajo seveda tudi na področju zabavne glasbe zelo tehtne skladbe. Ampak to nikoli se ne vrednoti za istimi merili. Znotraj, ne vem, zabavne glasbe imaš ti neke mehanizme, da rečeš, ta skladba je kvalitetna zaradi tega, ampak tega nikakor ne moreš primerjati, pa naprimer vrednotiti za neko narodno zabavno glasbo, ker so zopet merila znotraj narodne zabavne glasbe, naprimer, drugačna. In znotraj tega žanra postavljaš neko skupino, ki je, naprimer, najboljša zaradi tega in tega in tega. V avtu, recimo, ko se peljem, poslušam tako zelo komercialne stvari. Tam, ker ni reklam, ker ni reklam in na vsakih 15 minut so obvestila prometna in to je to.
In tam seveda Kateri so kakšne te artisti sodobni, ki bi nam lahko priporočili? Ali pa, ki so ti všeč, ali pa, ki jih poslušaš za sprostitev, ali pa se ne moramo pogovarjati o tem? Ne. Je to predelikatno? To je, ne, jaz nimam. O okusih se ne razpravlja? Ne, lahko, ampak jaz samo v resnici niti ne poznam imen. Samo poslušam, ko me tisto spustijo z radia, radio.si, rečem, wow, kakšen dober komad. Ampak v resnici, če ne pove, a sicer tam ti spiše, na displeju, to je res. Ampak niti si ne grem za tem, da bi si zapomnila. Ampak zaznam pa, da je dobra skladba. Tudi sama igraš nekaj inštrumentov. Ja, ampak nobenega zelo dobro. Dobro, ne smeš biti skromna. Nisem skromna, to so dejstva. Vem, da igraš kitaro, da imaš opravljeno nižjo glasbeno šolo 6 let za kitaro. Ne, harmoniko. To pa je informator bil napačen podatek ti dal. Lahko, da je informator bil pravilen, pa sem jaz zamešal, pa slabo kaj zapisal. Harmoniko tudi vem, ne vem, zakaj je zdaj 7 let. Ampak nimam. Dobro, harmoniko imaš nižjo glasbeno šolo narejeno. Potem, da igraš, imela si klavir na fakulteti, potem blokflavto znaš osnovno, tiste moje travme, tiste bi odšpilala. To smo pa imeli v srednji šoli 4 leta. Ste mogli imeti blokflavto? Ja. Prej si nisi oglasila, ker sem vprašal. Nisi me vprašal. Vi ste morali tudi blokflavto igrati v srednji šoli. Ampak to je bil takšen program, ker je bilo to že pri vpisu rečeno, da bomo to morali. A ja, ker je bila to na kjer? To je bilo še takrat usmerjeno izobraževanje in to je bil smer, ki se imenovala razredni pouk. V Novem mestu, na razredni pouk. Tako to je bilo. Pedagoška usmeritev, takrat se je to drugače imenovalo. Pedagoška po moje, pedagoška. Ja, pedagoška. Ok, blokflavto znaš osnovno, tamburica, mogoče tamburica. Ja, ampak tudi to ne bi nastopila. 3 akordi, dober. Ja, tako kot pri kitari 3 akordi. In pa imam tukaj, ker niti ne vem, kaj je, plunko. Čak, nek inštrument, plunko, nekaj tako se ne vem, klemo vprašaj. Ne vem pravega poimenovanja, plunko. Lahko te pa asociiram, da ko si bila daljnega, še v koncu 80-ih let v Bovcu, si hodila, pač tam si pohajala si v Bovcu in tisti vir iz Bovca mi navaja, da si igrala tam nek plunko. To imam jaz napisano. Ne vem, kaj bi to bilo. Ne veš? Ne veš. Veš pa, da si zahajala v Bovec? Ja. Vem, ja. Tega si človek ne pozabi. Mogoče na tem mestu veš, kje si bila, ko je bila nesreča nuklearne elektrarne v Černobilu. Veš, kje si bila? Ja, na Kaninu. Na Kaninu si bila. In? Kaj to pomeni, da ste smučali takrat? Ne, takrat je bil 1. maj. To je bilo konc. To je bilo tam, mislim, da je bil april. To je bil april. To je bilo konc aprila. Vem, da je bilo pred prvomajskimi prazniki. To je moral biti april. Mateja, ful sva stara, da se pogovarjava o teh stvarih. April je to moral biti. No, ti si bila na Kaninu. Kaj? Mogoče kaj več veš? Ne, ker mislim, da je ta informacija potem prišla z zamikom. Kaj se je v resnici zgodilo. Pa ni to meni skrbelo. Nobenega strahu nisem imela zaradi tega. Povej mi, zdaj se bom spet vrnil na, torej vodiš vokalno skupino LAN, to so ženske stare od 15 do 50 plus let in pa moški oktet Vitis, to so pa samo moški in v tem oktetu je pel tudi tvoj oče. Me pa zanima, a je lažje delati z moškimi, a je lažje delati z ženskami? Oziroma, kaj je težje? To so zopet dve stvari, ki se težko primerjajo med seboj. Ne? Meni je, ta oktet imam tudi že zelo dolga leta, meni je to zelo zanimiva izkušnja, tudi bila v pozitivnem smislu, absolutno to delo s temi moškimi, ki so danes stari že tudi tam 70. A se način dela se razlikuje z moškimi? Vsekakor. Ampak tudi drugi repertoar. Ja, v čem se razlikuje? Oni so drugačna skupina, predvsem so oktet in pojejo lažje skladbe. Bistveno, oni so taki na pol ljudski pevci. Ampak so čisto nekaj drugega. Dobro, oni so pa prijatelji med seboj, oni se tudi potem družijo, po vsaki vaji grejo, naprimer, ne vem, na pijačo, pa karkoli. Kako je pa potem delo v vokalni skupini LAN, kjer so same ženske? So pa strogo pač se tiče samega dela za materijo zborovske. Tako kot se sicer bi naj delalo z eno skupino, ki je pač potem neki v končni fazi dosega recimo temu relativno visoko kvaliteto. Si stroga na teh vajah? Stroga si, kakšen si človek. Mogoče ni pravi izraz stroga, no? A si zahtevna na teh vajah? To pa sem, jaz mislim, da sem. Mislim zahtevna.
To je relativno, mislim, kaj je zdaj zahtevnost? Zahtevnost je najbrž že to, dolžnost je dobrega zborov, dobrega glasbenika, če tam slišiš, da je nekdo nekaj mimo poje, da rečeš, da popravi. To je zahtevnost najbrž v pozitivnem smislu. Sem vas prvič gledal v živo pred 2 letoma, kjer ste imeli nastop na poletni noči, na tem, kako se tem že rekle, nad breg ob Ljubljanici, Ljubljanski breg, ali kako se temu reče, a mi pomagaš? Novi trg. Na Novem trgu ste imeli Ljubljani, koncert in sem videl, da imate jasno neke slovenske pesmi in da jih pokrivate tudi z nekimi koreografijami. Super se mi je zdelo, cel paket mi je bil ful dober. Ampak to delam, sem rekla, vse to delal z dijaki, BNK, ta zbor v Metliki, to je na nek način vedno prepleteno. Si probala združiti? Prepleteno. Ti vedno dobiš idejo, bodi si na seminarju, bodi si pri delu z dijakom, bodi si to, kar delaš BNK, bodi si, da je to Metlika in nikoli ni to samo ideja neke vodje skupine, ampak zelo pogosto je to preplet enih idej, ki jih imajo sodelujoči v neki stvari. Te koreografije niso moje, to so v glavnem vse si potem te pevke, vse to je podobno z BNK-jem, tudi nekako kar sami izmislijo. Jaz sicer rečem lahko, to je okej, to pa ni, ampak vedno potem pridemo do nekega kompromisa. Jaz bi končal temo glasbe. Mateja, šport in rekreacijo bi otvoril. Izvoliš, Uroš. Ja, moja izkušnja glede športenja s tabo je zelo presenetljiva. Jaz sem s tabo igral namizni tenis, pa sem s tabo igral odbojko, pa sem še kaj ziher športnega počel s tabo in pač ugotovil sem, da si zelo taka koordinirana oseba, športno naravnana, tudi velika športna motivatorka. Rada športaš, rada se gibaš, rada se rekreiraš, rada pripoveduješ o tem, o športu, o rekreaciji in tako. Drži. Ok. Sem bil zelo presenečen, ker smo pred parimi leti igrali tisti ping-pong iz Planice, ker smo bili na nekem izobraževanju. Jaz sem vrgel oči ven, kako profesorica zna namizni tenis. Res. To marsikjer dijak moj ne zna tako igrati namiznega tenisa, kot zna ona. Ne? In potem sem pri tvoji sestri povpraševal, od kje znaš ti tako dobro igrati namizni tenis, in mi je potem povedala, da je tvoj oče izdelal mizo, ki je bil mizar, je vzel ta prave mere od ta prave mize in vzel 2 ploha, jih zmeril, odrezal in tako. In je naredil mizo, ti si kupila samo mrežco in potem ste nabijali za sosedovimi fanti ali ne vem, ta ping-pong cele dneve, ne? Ja. In tako si pridobivala izkušnje in premagovala fante in tako. Ali kaj? Ja, v resnici sem se kot otrok samo s fanti družila. Si imela tako bolj fantovsko družbo? Samo fantovsko, ja. To mislim, da mi je bolj kot ne koristilo. In enako je nekako, lahko povem, o tenisu, ne, da so te potem okoliški fantje zelo radi vabili na rekreacijo tega tenisa, ne, in tako naprej in tako nazaj. In tudi enako zgodbo lahko povem o nogometu, ne, da znaš nogomet igrati, da si nabijala žogo. Ja, sem nogomet. No, v fantovski družbi se nabija žogo, ne. In ustavila se bova pa pri smučanju. Smučanju je pa tako, kot sem tukaj zaznal, neka tvoja velika ljubezen, posebna ljubezen, ker torej, ti si učiteljica smučanja, imaš opravljen naziv za učiteljico smučanja. 2 naziva, 2, učitelj smučanja 2. Ja, to, ne, torej boljši naziv od enke, ne. Zelo rada smučaš, že kot otrok si jasno na bližnjem hribu, vse veš, štampanje, skakanje in tako. In v srednji šoli si se udeleževala občinskih tekmovanj v smučanju. Ampak najbolj presenetljiv podatek je pa to, da te noben ni učil smučati. A je to res? Te je kdo učil smučati, tako da bi prav nekaj te učil ali pa da bi šele potem učil te ni, ampak šele kasneje si šla v smučarski klub, da si trenirala in tako. V resnici jaz nisem nikoli trenirala, samo je pa zopet res, da to so bile drugačne zime včasih. Z več snega in tako? Ja, tako. In mi kot otroci smo res zelo, zelo veliko dni na snegu. Po šoli si prišel domov, si vzel tiste smuči, ampak to niso bili pancer. To včasih, ko gledam nazaj, v Škornjih smo smučali. V Škornje, na Šponar je to šlo in da si ti že hrib
poštamfal, jaz sploh ne vem, kako bi se to po slovensko reklo, stlačil, poštamfal. Je to trajalo in potem smo cel dan bili zunaj in smo res ena taka, stik s snegom je bil res osnovni, ki ga ti otroci, ko grejo en teden na nek tečaj, nikakor ne dobijo. Jaz sem, če bi preštela te dneve, eno sem se rekla, pa to je bilo več kot 30 dni snega, da si bil v stiku s snegom. Vse samo štamfati, ker moji starši ne smučajo. Mi nikoli nismo šli z družino na kakšno smučanje, nikoli. In prvič smo šli potem res na nek... No, ampak v smučanju si se predstavljala si svojo šolo ali sebe? Ne, to ni bilo nič. Nekle piše, da v srednji šoli si se udeleževala občinskih tekmovanj v smučanju in ampak to je tudi Metlika dol, to je Bela krajina. Medalje si osvajala v smučanju. To je Bela krajina, to ni Kranjska gora. Pa v svoji regiji, seveda, dobro, ne na Gorenjskem, pač v Beli krajini si dosegala neke uspehe. To je poudarjeno kle, ne? Glede teh zim, drugačnih zim, lahko povem tudi jaz to, moj okoliš tudi jaz sem zrastel tukaj v okolici naše poljanske gimnazije in to je bilo včasih tako, po osnovni šoli, po pouku, ali pa med počitnicami smo v pancerjih, sem tukaj iz blokov prišel do gradu in sploh smo tam štamfali, delali skakalnice, vijugali, skakali, merali metre in tako in preživljali prosti čas zunaj, na klancu, na zidanju skakalnic, na tekmovanjih, na tako, ne? Jaz sem prvič šla v resnici se z vlečnico peljati tam v 7. razredu, sploh, 13 let stara. No, ampak očitno zelo dobro smučaš, jasno, da zelo dobro smučaš, ker imaš upravljen učiteljski naziv 2. stopnje in zato si verjetno tudi upala, ko si bila noseča s prvim sinom, z Ivom, si se upala iti tudi na smučarsko tekmovanje. Noseča, Mateja. Nisem vedela, da sem noseča. Kako nisi vedela, da si noseča? Nisem še vedela, da sem noseča takrat. Moja varianta te zgodbe je, da ti zavestno noseča si šla na tekmovanje. To je moja varianta te zgodbe. Informator je napačni podatek. Da. Torej, ti nisi vedela, da si noseča. Okay. In celo na koncu si osvojila neko 3. mesto na tem tekmovanju. To je res samo igračke. Kakšen podatek? To je bilo neka medobčinsko, ne vem, ti so neke pobratene občine dol v Metliki in potem to tako skleda kot druženje. In te povabijo, če že zraven, okej. Torej, po duši si športen tip, igraš na mizni tenis, košarko, odbojko na mivki, tek, pohodi, skoki v vodo. Tukaj je sestra poudarila, da si znala skočiti v vodo, pazi, na glavo iz 5 metrov s prelomom. To ne bi več počela. Vem, da ne bi več počela, ampak to si že počela. A to ste skakali v Kolpo ali na morju, ali jezero? Smo pa najprej mi rečemo Kolpa. A se spomniš ti tega, kar berem zdaj jaz? Ja, to drži. Kje si skočila iz 5 metrov na glavo s prelomom? To je bilo sicer na morju, ampak na Kolpo, Kolpa, to je pač reka, te tekoče reke, ti tam kar ne moreš se kar nekam butniti, če točno ne veš, kje je dovolj voda globoka. Mi smo se v glavnem kopali tam v podzemlju in tam je v enem, ker je slabši pretok, res voda zelo globoko, izpod je mivko in tam se je pač dalo z visokega. Ampak nikakor nim na kraj pameti ne pride, da bi kaj šla poskušati še podobnega. Seveda, danes ne, ampak imela si pa te veščine, skillse in pogum. Ja, to je bilo zopet po mojem zaradi teh fantovske družbe, ker gledaš fante. Ker mnogi iz 5 metrov ima težavo tudi skočiti samo na noge v vodo, ne. Dobro, poleg tega si še surfala, kolesarjenje ob Kolpi, pohodništvo, to sem vse omenil. Ja, to kolesarjenje tudi mogo, jaz ne bi šla več danes kolesariti. Ker pač... Kaj ne bi šla kolesariti? Kam kolesariti? Nikamor. Ker se mi zdi tako, ne počutim se varno na cesti. Ampak takrat, ko smo mi to kolesarili, nihče ni kolesaril takrat še, skoraj nihče. In jaz, ko gledam nazaj, da sva šli takrat s sestro, s ponjem in ona še s ponjem, z nekim kolesom, brez prestav, brez vode, brez telefona, brez česarkoli, tam en cel krog do Vinice pa nazaj, ker nanese ne vem koliko kilometrov, nikogar niti ni skrbelo, niti ničesar nismo vedeli, ampak nič se nama ni zgodilo. Dobro, zdaj sem presenečen nad tem negativnim govorjenjem o kolesarjenju, zato ker vsak dan hodiš s kolesom v šolo. Pa grem po kolesarski stezi.
A upoštevaš prometne predpise? Upoštevam. A imaš čelado? Ne, to Nima grem čelade? počasi. Kako to? Počasi grem. Dobro, danes se pokvarjaš v glavnem s tekom, z rekreativnim tekom, bodeš v redne skupine, odbojko na mivki, bolj pa, kar mi pada v oči, je pa to, da si v zadnjem tednu si opravila nek trail tekmovanje, to je, a mi pomagaš, Kleno, pri opisu tega. Ja, ti fantje, pri katerih je stečem. Kaj je to trail? Dejva to, no. Kaj je to trail? To je Tek čez drn in strn. tek čez drn in strn, tam ti dajo klej cilj, klej mapa, tečeš v krogu in tako. In ponavadi je to, ja, čez drn in strn je odličen izraz v naravnem okolju, jasno, in to se je odvijalo v Kranjski Gori. Vreme je bilo zelo slabo, bolj slabo vreme bi težko bilo, verjetno, ne, predvidevam, da si bila mokra kot cerkvena miš, ne. Dej malo to povej. Mene to zanima zdaj. Kaj te zanima? Je to, prvič, kako to, da nisi odpovedala tega teka? Vsak normalen človek bi to odpovedal, ker je bilo očitno zelo slabo vreme, hladno, to ni padalo tako malo, to je lilo je dol. Mi se vsi, ki smo v tej skupini, tekaški, Ste vsi šli? vsi smo šli. Nekateri smo se prijavili, da smo šli na tek, nekateri drugi so šli kot prostovoljci. Ja. Ker glavni organizatorji te tekaške, tega traila so pač ta skupina, pri kateri ti fanti so, res mladi še. In to je res ena največjih tekaških prireditev, trail tekov v Sloveniji. Tam so prijavljeni na 170 km tečejo, pa 100 km tečejo, pa 60, 33, mislim, da moja je bila 17, Ja. pa 10. In potem, ko gledaš, da tisti, ki je... Tvoja je bila 17. 17 je potem zneslo, ker Ja. so malce spremenili. Ja. In potem, ko vidiš, da 170 so morali odpovedati zaradi vremena, ker je bilo prenevarno, in potem, ko vidiš, da gre nekdo na 100 in celo noč kar po držu teka in hodi in se mu nič ne zgodi, si rečeš, da bom že tistih 17 pa jaz tudi zmogel, ne. Koliko časa si potrebovala za teh 17 minut preko... Čez dan in strn, to treba vedno gledati. Ja, sej. Več različnih. Približno, da imamo nek občutek. 2 uri pa 6 minut. Koliko? 2 uri pa 6 minut. Jaz klance hodim vedno. Ja. Če gre navzgor, hodim. Si bila zadovoljna s svojim nastopom? Jaz sem bila predvsem ponosna, tako? zelo sem bila ponosna na se, da sem šla in da sem to zmogla v taki obliki, da sem bila tako, Ja, da sem danes lahko tu sedim. Ne? Ja, jaz pa mislim, da si lahko zelo ponosna na sebe, da nisi odpovedala tega teka. Nisem sploh razmišljala o tem. Tukaj se kaže tvoj trdoživ karakter, tisto, kar rečeš, kar si zadaš, da probaš izpolniti, ne? Ali kako? Absolutno ne bi sploh, to ne vem, kaj bi se moralo zgoditi, da ne bi šla. Dobar. Potem, ker imam še kar nekaj stvari, bi se tudi oddaljil od tega športa. Mogoče nisva rekla o odbojki, to lahko še poveva malo, no? Da si zelo rada igraš zelo rada profesorica igra odbojko, hodi tudi na rekreativne neke treninge in na dopustu vsako leto, kjer je na Cresu, ona redno zjutraj ali opoldne v neki uri pač s tistimi okoliškimi otroki, mladostniki igra odbojko na mivki in vsi jo tam poznajo in zelo radi igrajo s tabo. Jaz tudi letujem vsako leto na Cresu in enkrat v svojem dopustu obiščem Matejo na njenem letovanju in takrat tudi se dobiva in greva na tisto igrišče in tudi jaz tako opazujem une fante, kako spoštujejo profesorico. Ona je kar neka mama tam in ni problema sploh nobenemu, da bi z njo igral in tako. Seveda, da ne, ker dobro igra, ne. To, zdaj, odkje je ljubezen do odbojke, celo taka ljubezen, da si šla v tečaj, v neke rekreativne treninge? Vodena vadba. Vodena vadba, ja. Pa jaz mislim, da je to bolj ljubezen do igr žog nasploh, to, kar sem že počela kot otrok, zdaj kot pač odrasla ženska, ne morem kar igrati, pa niti ne bi. Nogomet ali pa ne vem, ping-pong ali pa karko. In je potem tu pač kot neka vodena vadba se pač odbojka za najbolj primerna pokazala od igr z žogo. Mogoče bomo kaj tega znanja, če bomo imeli priložnost, pokazala kaj tega znanja na prihajajočem Poljan Festu, če bo prilika, da bomo kaj igrali. Jaz ne razmišljam o tem, da bi jaz to nekomu pokazala. Jaz vedno, če grem igrati, grem zaradi sebe, ker pač mi je lepo, da lahko igram odbojko. No, saj tako sem mislila, Mateja, da nama bo lepo, ko bomo igrala skupaj proti dijakom, a ne, Mateja? In jaz vedno povem vsakomur tudi, da se mi zdi, da se mi tako 30-40 let nazaj zavrti, ko grem v neko igro žogo. Da vmes kar pozabim ves ta čas.
Občutenja so ista kot takrat, ko sem bila otrok. No, super. Ti, veš, kjer šport sem še pozabil? A si ti gasilka? Ja, to je bila pa v resnici edina vodena vadba v času, ko sem bila otrok. So bile tako, rekli smo jim, gasilske vaje. Ja? In vsi iz vasi smo bili v bistvu Ste bili vključeni v to? v te gasilske vaje in to so pač bili treningi, ne vem. Neki treningi Temu se ni to rekli. sestavljanja cevi, nekih Ne. spretnosti in tako? To je bila, streljali smo z brentačo. No. Brentača. Brentača, to je ena taka najbolj ročni gasilni aparat in to je bilo potem tekmovanje s tem tudi. Na občinski ravni. To so tekmovanja z brentačo, mislim, da so celo še danes na državni ravni. Najboljše ekipe grejo na državne tekmovanje potem. Kaj me zanima, a so vse otroke, ne bom rekel, silili v gasilstvo, ampak pač usmerjali v gasilstvo? So jih usmerjali v Mislim, to? sploh se Če si na vasi, se mi si zdi, šel da... zraven, nič ni bilo govora, ali ta cilj. Zdi se mi, da če si na vasi, če živiš na vasi, da so vsi nekako primorani biti gasilci. Mislim, vsi so šli, nisi razmišljal o tem, ali moraš ali ne, šel si. Bi znala danes še sestaviti cev, recimo gasilsko cev skupaj? mislim, da bi. Bi znala? Jaz mislim, da bi Bi znala rokovati z brentačo? To je itak brez veze, ampak mislim, da bi znala na hidrant dati cev. To bi morala In zdaj če še ni- zadnje vprašanje, ne vem, če veste, čez palec, pred 10 leti, mogoče več, je bil požar na gimnaziji Poljane v kuhinji. Bi ti znala se soočiti s takim požarom? Jaz sem bila takrat prva priča, ko je ta požar Si bila? izbruh. Prva priča in sem tisto zagledala, ko je tisti ogenj buhnil, ampak nisem šla tako mirno do ravnatelja. Itak nimaš to, kaj tisto je res bilo zelo strašljivo. V kuhinji se je vžgalo, je neka kuharica je... Ne, takrat sem bila zraven. In sem šla neka samo do ravnatelja takoj. Kuharica je, neka mast se je vžgala in potem je kuharica je naredila napako in je vrgla gor vodo in potem je to šlo v Ne, požar to totalen. ni za, to je za profesionalce. In se je cela spodnja kuhna, v podmornici je bil požar totalen. Vse to imamo, mislim, še posnetke nekje na YouTube. Bi se upala? Ne, bi. to ni. To je, Seveda. če to vidiš živo, potem to sploh Ja, ni. ja. To ni igračkanje, to ni igra z brentačo. Dobro, torej gasilka si tudi, Madona, super. Zdaj pa... Mislim, sem bila. Zdaj pa imam tukaj, se bova pogovarjala o mal nametanih stvareh, ki jih imam zbrane pod rubriko zanimivosti o Mateji. Ne. Pa bom začel kar s tem, da v osnovni šoli ti je ležala matematika. Bila si dobra v matematiki. Dobila si tudi srebrno Vegovo priznanje. V srednji šoli v Novem mestu si bila pa ena od 2 dijakinj, ki sta blesteli v matematiki. In tudi inštruirala si svoje sošolce. V razredu, Dobro, to je treba v razredu. razumeti. Torej, matematika, to je bilo meni presenečenje. Ja, dobro mi je šlo. A? Dobro mi je šlo. Če ti je šla, ti gre tudi danes. Ne? Ja, zelo Verjetno hitro to- procente zračunam, ko sem v trgovini. Zdaj se popusta. Nimam s tem težav, naprimer. A ti To ni, to ne vem. znanje matematike v življenju pride prav. Mislim, da ja, številke pa to. Dobro, to je to, kar mi uporabljamo, to je računstvo. To je ne, pač, računstvo, to je- ja, ne, mislim, računstvo, ja, kaj jaz vem, koliko mi pride prav, ne boš da ja. Potem naslednji podatek, ki mi je bil zelo zanimiv, je, da si, zdaj ne vem, v osnovni šoli, bolj mi je neverjetno, da je to v osnovni šoli in srednji šoli, boš povedala kdaj, da si opravljala poštarske storitve s kolesom. To je bilo res tako. To je bilo za časa študija ali To je bilo konec srednje šole. pač summer job oziroma Tako. ta poletne delo. To je tudi tako, ko gledaš nazaj. Pa ona je razvažala oziroma opravljala poštarske storitve in to pomeni vključno vozila je pokojnine upokojencem, imela torbe polne denarja. Jaz sem bila en mesec, se pravi ena pokojnina, ja. Ja, ampak si prinesla denar tja, ne? To je moralo biti tega, da jaz, ko gledam nazaj, ker sem šla v vse tiste vasi, Bošt, Podzembelj, Krivoglavice, ne vem, Grible. In v resnici sem jaz potem, to sploh me ni bilo strah, da bi to meni kdo vzel. Ja, v In tistih s tem sem časih se ni bilo tega. spomnim, Ne. jaz sem bila na kolesu, spomnim in je pa res, da ko sem ta denar dajala tem upokojencem, da sem v resnici, so mi vedno potem nek denar oni
tringelt bi temu rekli, tako pustili, da sem jaz takrat, ko je bila ta pokojnina za vse te, iz teh vasi, hkrati si zaslužila še skoraj eno celo plačo. Ne spomnim se zdaj čisto točno. Ampak kar precej denarja sem dobila, takrat so mi kar dajali. Kaj pa ostale storitve, ne vem, te pisma? Ja, to vse. Vse. In Ja. koliko to je šlo za en mesec, 2 En meseca? mesec. Tako, aha. Si imela kakšne težave s kakšnimi psi? Ja, to tudi, to so v teh vseh, S joj. kakšnimi takimi, Ja, so me ko so ene- čuvali hiše? Ja, to so bili vsi ti odvezani psi, ampak to niso šolani, tako ti ljubljanski psi so precej To so vzgojeni psi. To so odvezani kmečki psi. ne? Odvezani, samorasli Ja, ja, ja. kmečki psi. In to, jaz moram reči, ne, da imam še dan danes strah, kar počez pred vsemi, ampak ja, ene dvakrat so me tako, sicer ni bilo kaj hujšega, ampak me je za nogo, kar mogoče sem imela dolge hlače, za grabo, kaj kakšen. Tako da je bilo precej, No, to se mi zdi zelo zanimivo. Potem, rada bereš? jaz zdaj pač koliko imam časa, no. Ja. Ko sem bila pač mlajša, sem imela več časa, no, saj. Se pravi, bereš rada. Kdaj imaš Ja. največ časa za branje? Ja, med morje. počitnicami. Verjetno ko med, ni med počitnicami. Ja. Ja. Jaz isto. Jaz med morjem, med počitnicami sem prebral kar nekaj knjig, med letom pa težko. Slabo. Sploh kakšno, ja. In boj, da znaš diagonalno branje. Ali pa, ne vem, si poskušala se Jaz sem, v tem zdaj mi preizkušala. glavnem si se v tem? profesor Trobevšek mi je zadnja leta kar malce namigoval, kaj ne bi jaz brala, ampak res v resnici knjigo jo dvakrat berem, ne. Sploh tako, ki si jo tudi sama zberem, najprej po diagonali in potem, če se mi zdi vredno, jo grem pa še enkrat brati. Po diagonali, ko bereš, dobiš nek vtis, vtis, nek tako. tako, aha, In potem berem še enkrat. dobro, zanimivo. Tudi večkrat preberem isto knjigo. Potem naslednji podatek. Natikanje snežnih avtomobilskih verig v zelo težkih razmerah pred nočjo v mrazu. Torej, na teh vožnjah V Belo v kraj. Belo krajino, v vseh razmerah se je zgodilo enkrat, da je padal sneg, zapadlo ne vem koliko snega in na poti si prišla do točke, ko si morala pač natikati snežne avtomobilske verige. Je, da so se ti neki tovornjakarji ali moški smejali. Ali ne vem, kaj, Ne vem, če so kaj. se ampak v resnici še meni dan danes ni jasno, kako sem jaz to gor dala. In tebi je uspelo, dala verige gor in prišla na cilj. Ne? Na suho pač, zdaj, ko Ja. se potem, ko je bila cesta kopna, ampak še dan danes ne vem, kako mi je to uspelo. Bila si Ne vem. postavljena pred dejstvo in si se rešila. Ne? Zelo preprosto. No, zdaj bova pa probala komentirati malo tvoje prometne kazni. V zadnjem času, se pravi pred pol leta, Zdaj bo že 2 leti. 2 leti od tega. Za Aha, tako. 2 leti bo že. No, dobro, pred 2 letoma je profesorica, a boš to, daj ti Ja, tam pripoveduj. je bil 200 Nekje pred domom so ji 200 metrov približno od doma, to je bil oktober 2020, popolni lockdown, to je bil ne takrat. So 200 metrov od tam, kjer stanujem, približno v coni 30 postavili stacionarni radar. Pač. In jaz sem potem v enem tednu, še sreča, da nisem v enem dnevu izgubila vozniškega izpita, potem dobim 9 položnic, tako naenkrat, kazni takšnih in drugačnih. Ampak jaz pravim, da se jaz to vedno potem razlagam kot eno anekdoto. Torej, ti si dobila 9 položnic za isti radar v tednu dni ali Tako. v nekem obdobju. V nekem obdobju. V nekem No, to je bilo obdobju. 14 dni, v roku Problem 14 dni tukaj- sem izdelala. Problem tule je pa bil edin ta, da te za prvo kazen ni noben obvestil, da že imaš kazen. To je itak, je v Ljubljani je to tako pri stacionarnih radarjih. Ja, in pa si dobila čez en mesec si dobila Ne, čez 9 en kazni mesec. za isto točko. Jaz sem za isti prekršek na istem mestu dobila hkrati najprej 6 položnic, pa potem še 3. 9 kazni. Se pravi, koliko je to točk bilo? Jaz srečo sem imela, da sem šla samo 3x, 4x 42 km/h. Od 30. Od 30 sestavljalo je bilo pa do 40. Sicer pa voziš verjetno varno in tako. Ne? Ja, Oziroma očitno ne po predpisih, glede na to, kaj se. po predpisih nekako. Ja, jaz mislim, da ja, ker so bile to v resnici moje prve kazni v vseh letih, odkar vozim. Rada voziš? Bočno parkiranje gre? Ja, v redu. Suverena? Enkrat so mi zaploskali v eno kolo, ko sem. So ti zaploskali, ker si bočno parkirala? Ja, Iz prve. iz prve. So to eni možakari so mi kar zaploskali, ko sem ven stopila. Mislim, rada vozim, pač vozim, ko moram. To Si veliko na cesti, si, ne? Saj enkrat na ne, teden. enkrat dobro. na teden, ja. Ja. Šolo, službo pač grem s kolesom.
po mestu se rajš prevažaš s kolesom kot z avtom. Ne? Ja, to je tako. Jaz tudi. Dajmo, v mladosti ste imeli nekega turškega petelinčka po imenu Jaka. In ta Jaka petelinček je enkrat obležal na tleh, mrtev ali ne vem kaj. Mrtev obležal. In noben ni vedel, kaj se je zgodilo. Vsi so pa sumili tebe kot krivca za njegovo smrt. Zdaj pa lahko razpredava, kako je bilo, a si bila ti kriva, nisi bila kriva in tako. Res so bili kar, da sem absolutno, tam je sicer bila res ena hruška in tam smo vedno klatli s kamni, gor metali, da smo tiste hruške dol klatli. Ampak ko sem jaz te hruške klatle, nisem videla dobenega petelina tam spodaj, tako da se ne spomnim, da bi bil moj kamen krivec za njegovo smrt. Čeprav po mene so kot krivca potem potrdili. Kaj se je zgodilo z Jakatom, potem je končal v kakšni ponvi? Ne spomnim se. Ni. Po mojem so ga pokopali. A to je bil vaš petelin? Ja. Vaš petelin. Ali sosedov ali ne? Naš. Vaš petelin. Ja, ok, tudi danes znamo zvedeli, kaj se je zgodilo s tem Jakom, pa kdo ga je odstranil. Okay. Potem naslednja stvar, ki mi je bila zelo zanimiva, mi je bila, da si v 7. razredu osnovne šole si bila izbrana kot vzorna učenka iz osnovne šole in iz tiste regije si bila izbrana za prenos štafete mladosti. Drži. Kako je bilo to? To ste imeli neke odseke, ste tekali, prenašali, hodili? To je bilo pa od vsega v resnici, kaj se čisto zares spomne, smo tam mi morali iz Novega mesta ta štafeta prišla. Moramo najprej pojasniti, kaj ta štafeta sploh je, ker te generacije verjetno ne vem, če vejo, kaj je ta štafeta. Se pravi, v Jugoslaviji smo imeli 25. maja, smo praznovali dan mladosti in takrat se je po celi Jugoslaviji prenašala neka štafeta in to štafeto so prenašali odlični učenci, taki vzorni učenci po nekih odsekih in ti si bila izbrana za nek odsek v Beli krajini. V Metliki. Koliko je to bilo, kakšna distanca je to bila? To ni bilo, to je bilo čisto kratko, da si tam pritekal. Ampak bolje je bilo to, kot sem hotela, iz novomeškega konca smo mi počakali takrat to štafeto mladosti zgoraj na vahti. In jaz se spomnim, jaz sem sedela v avtu in še tisti šofer je rekel, joj, v 5 minutah moramo biti v Metliki, tista policijsko spremstvo. Jaz ne vem, če bom bil sposoben tako hitro speljati to, sploh, če sem sposoben ovinke speljati v takih hitrosti. Tako da je bilo bolj, od vsega se mi zdi najbolj še zapomnilo to ekstremno hitro vožnjo čez Gorjance. To je tako letelo in potem smo se pač pripeljali v Metliki, ti v resnici tisto dobiš in to je par metrov. Kaj, 10 metrov si? Ne. 100 metrov? 100 metrov. Prevzela štafeto in jo prenesla? Ne, že na vahti. Kaj že? Že na vahti so mi jo dali. Kaj je to vahta? Vahta je ta prelaz iz Novega mesta v Metliko, zgoraj, na Gorjancih. Ok, no in to se mi zdi zanimivo, pač izbrana si bila. Za tiste čase je bil to velik dogodek. Zelo častna naloga, ja. Za tiste čase je to bilo zelo tako. In pa 3 tedne si delala kot pomoč pri oskrbi koče na Kredarici. Ja, to tudi drži. Kot študentka, kot to? Ja, tako. Je to težko delo? Ne bi več šla še enkrat. Ne bi šla več? Ne sem zbolela takrat, mi je bilo zelo naporno. Kaj, mogla si pospravljati sobe, mogla si kuhati, mogla si kaj, vsa dela? Mislim, da sem imela, denar sem imela čez, ja, finance takrat, pa delaš vse. Predvsem sem pa premalo spala. Si imela kdaj čas, da greš na Triglav? Ja, takrat, ko je bilo, to je v bistvu na Triglavu, na gora, na kateri sem bila največkrat, je zagotovo dalec spredaj vodi Triglav. Si še kdaj šla na Triglav po tistem, ja? Ja, s šolo, z gimnazijo Poljana. Aha, takrat, za 100-letnico, ki je bilo ali nekaj, ne? Ja. Zdaj, kot mlajša si bila nekak hipi, tako v tem stilu. Ja, tak, ne vem. Ne? A to drži? Ja, recimo, ni bilo kaj hudega tu. Obleke si znala sama zaranžirati ali ja, ne vem, ampak to oblikovati? ni bilo, to so blene hlače. Nismo si kupovali, kaj pa si imel tam. To je sedaj bolj potrošna roba. V tem sva si enaka. Zdaj to, kar bom pripovedoval, sva si v tem zelo enaka. Prav, otepaš se na vlake. Na vlake v smislu novih tehnologij, rada imaš minimalizem, ne posegaš po nekih zadnjih verzijah telefona. Za neko okroglo obletnico so ti kupili nek super truper telefon
nekega androida, ki v bistvu ga nisi nikoli uporabljala, nisi niti želela uporabljati in to tisti telefon je 2 leti čakal v škatli, dokler ga ni en starejši sin vzel, ki ga je rabo za neke svoje stvari. In ja, no to, no, da pač ne maraš, to je zdaj tako. Na živce ti gre, da moraš vedno znova in znova verjetno nalagati nov operacijski sistem, kupiti nove telefone in tako ne. Ukvarjati se s tehnologijo, s tem napredkom tehnologije. Ne. Ja, to drži. Ja, meni tudi. Tega pač Meni tudi to ne vem, odveč. zakaj bi kupovala neko stvar, ki je v resnici ne potrebujem. Tablico pa uporabljaš, ne? Ja, Pri računalnik, jasno. ja to pač se to ti pač življenje, se že to življenje te prisili, da ja. v resnici na banko ne moreš iti, če nimaš Androida, ne, v neki obliki. Ampak to imam doma, ne, to ne nosim s sabo na kavo. Katere jezike vse govoriš? Ne govorim, jaz slabo govorim. Kaj slabo Ampak sem pa govoriš? res, pač angleščino sem se učila. Kaj si se učila? Francoščino 3 leta, pa nemščino. Ti je ostalo kaj od francoščine? Ja, prodali me ne bi, ne. Lačna ne bi ostala? Ne, Super. Francoščino pa kaj še je pa? Pa nemščino. Pa nemščino. ampak to je res osnovno. Najboljša si v angleščini? Najboljše razumem angleščino. Angleščino, ja. Dobro, od družabnih iger, tudi to se mi je zdelo, ste v glavnem igrali ne Človeka, ne Jezice, ne Monopolija in to, ampak Tarok ste igrali. Ja, Tudi male otroke si takoj uvedla v Tarok. ja, v redu je to igra. A? Ja. Zakaj v Tarok? Jaz moram reči, da ne maram Taroka, mogoče mi je mal, ne bom rekel prezahtevna, ampak ta Malce moraš vse misliti. ja, no, tak zraven. ful moraš misliti pa šteti pa Ne, gledati pa prav to. ful ne, ampak malo pa. Pa zaprta družba je tistih, ki pač igra. Če igrate v 3 ali pa če igrate v 4, ste zaprti in nihče zunanji ne more več udreti v to igro. Ne? Lahko kot samo to, da se gleda. Pri kakšni drugi igri pa lahko tudi zunanji pridejo, se priključijo in to. Zaradi tega vidika mi Tarok nekako mi ne sede. No. Si dobra igralka Taroka? Ma ne, Ne? ne igram dost. Si v preteklosti dosti preigrala tega? To je vedno tako relativno. Jaz sem predvsem zopet tako kot odbojko, pa vse te stvari rada igram Tarok, da bi pa bila ne vem kako dobra, pa ne. Rada si drugačna, kreativna Mislim- tudi v svojem stilu oblačenja. Zdaj, na naši šoli je kar nekaj dijakov, ki menijo, da so tvoje kombinacije oblačenja zelo zanimive in tako in nekako se ti je prijel vzdevek, da si nekako modna ikona na Poljanah. To je to možno samo na Poljanah, da mi daje ta vzir. Jaz se ne oblačim zato, da bi bila drugačna, se vedno oblečem tako, kot se oblečem, zato ker to meni ustreza tako. Ne, da bi bila, ne vem, drugačna od kogarkoli pa že. In je tudi res, da se ne oziram na neke modne trende. To je absolutno drži. Da mi je v resnici dosti vseeno, kaj je nek trenutek modno ali popularno ali karkoli. Pač. Predvsem gre bodi si za izbiro barv ali oblačil, si jih izberem zato, ker to meni osebno tako odgovarja in se v tem pač dobro počutim. Iz sebe izhajam. Spontana si v teh odločitvah, ne načrtuješ verjetno. Ali... Ja, malce že premisliš. Ampak spontano, ja. Ja. In te pač, ja, ok, furaš pač svoj stil. Ja, recimo. Ja, super. Katera barva ti je najljubša? To je čisto, kot sem malo vprašal. Črne ne maram. Črne, ker je prežalostna, prepustna. Ne. So tipi ljudi, ki jim črna res lepo pristoji, jaz se pač v črni ne počutim dobro. Se pravi, izbiraš neke žive barve, Ja, tako. da to izražiš lahko, to živost. Barva nasploh. Ali kako? Barva. Tu imam podatek tudi, da si zelo občutljiva na vonjave. Je to od nekdaj. Da ja, večina vonjav ti ne ustreza. Ja, to tudi drži. Sintetične sploh ne. Umetne, sintetične, Sintetične. Ne. rada imaš naravne vonje. To od nekdaj, to še ne pregrobe. še preden se o tem govorilo, še kot otrok sem si ljudi zapomnila po vonju. In tudi če kdo imel Močan von. nek aftershave, ne vem kaj Ja. so to, to je mi prav slabino. Že takrat delalo, ko sem bila otrok. Tako da, Kakšen von potem imaš rada? Recimo, kaj mi najlepše diši? tako, evo. Kaj je moj najljubši von?
Okay, to, kar je v naravi zunaj, ampak recimo po zimi jaz zunaj sušim perilo, po mojem tega. Takrat, ko tisto perilo zamrzne, ko je pod nulo, ko tisto not prineseš, tisto je en tak von, poseben von. Ko se posuši, pa prineseš Ko not. se posuši zunaj na mrazu, Ja. pa pač te naravne vonjave, teh, ne vem, na morju ceres diši cel. Te mediteranske rastline. Na ceresu diši. Pa še kje drugje v naravi tudi diši v resnici, ne. Dobro, zdaj si omenila ceres. Deva se pogovarjati malo o ceresu. Zakaj hodiva midva na ceres? Kaj je tazga na ceresu, da hodiva? Jaz hodim pač Da zato, hodiva vsako leto, tako jaz kot ti, ne skupaj, ampak vsak na svoj konc. Ne? Hodiva na isto mesto, iste destinacije, ubirava na ceresu. predvsem Kaj je zato, tazga ker tam? jaz ne ležim tam na plaži, tudi se sončim, ne, zato ker imam kaj početi. Zjutraj se zgodaj zbujam, potem imam tam en hrib, kamor grem lahko, zjutraj peš ali pa zvečer pozno. Nikogar tam ne srečam. Res diši. Kakšne ovce pridajo. Odbojko, ki lahko igram. Vse, to je to. Super, tržnico imaš blizu, mesto imaš Tržnico, blizu. ja. Vse imaš. Vse imam, s kolesom pridem in avta ne prižigamo več, kot potem, ko pridemo na destinacijo. Ker imate vse že tam. Ja. Dobro, Mateja, počasi se bližava zaključku najinega pogovora. Ti je bilo težko? Je bilo v redu, ne? V redu. Ni bilo prej hudo, ne? Zaenkrat, če ne. Ne, Ni se pa smo še na koncu, konec. se smo koncu. Hvali dneva pred nočjo. Okay. Se zahvalil tebi za pripravljenost, da si prišla na naš podcast. Hvala za pogovor. Mi se pa spet gledamo kmalu z novim gostom na istem kanalu. Čavke, čavke. Mateja? Hvala, Bilo v Uroš. redu. Ampak jaz sem zdaj še eno vprašanje, ki mi ga boš mogla odgovoriti. Daj mi povej, kam imaš rajš? Moste ali Poljane? Uroš, jaz sem tudi ti mene vedno to drezaš s tem vprašanjem. In nič kolikokrat sem ti že odgovorila, da na vseh delovnih mestih, kjerkoli sem že bila, to čokolado. drži. A ti ne zdaj odgovorim, ali ne? Prosim, daj. Da na vseh delovnih mestih, kjerkoli sem, poskušam opravljati svoje delo maksimalno profesionalno, tako v smislu odnosa do dijakov, kot do kolegov. Rekla je Poljane. A ste slišali? Rekla je Poljane. Nisem rekla. Med vrsticami je rekla Poljane. Nisem rekla Poljane. To, bravo, mamo. Nisem narejen. rekla, ne. Poljane, ne? Nisem Čokolada rekla. tvoja. Ne. Hvala, Mateja. Hvala za to javno priznanje. Poljane, ne? Ne. Poljane, ok, ja, dobro. Človek vedno tisto sliši, kar hoče. Poljane.